Pozdravljeni! Po prvem dnevu aktivnosti na sami progi je prišel čas za naš običajni prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Belgije. Tudi tokrat, kot običajno, bo prispevek pred kvalifikacijami razdeljen na dva ločena dela. V prvem bomo našo pozornost usmerili k tehničnim novostim ter zanimivostim tu na Veliki nagradi Belgije. V drugem delu bomo pa skušali razumeti pravzaprav razmerje sil med ekipami v luči prihajajočih kvalifikacij. Začnimo z tehničnimi novostmi, kjer moramo priznati, da tista najpomembnejša bo našim očem dobesedno ostala skrita. Na Veliki nagradi Belgije vstopa v veljavo dokončno direktiva 039/22. Poleg tega so tu prisotne še spremembe tehničnega pravilnika. In videli bomo, kako se bo to odrazilo na samem razmerju sil, ampak vse te spremembe se dotikajo lesene distančne plošče na dnu samega bolida. In to je eden izmed tistih delov, ki našim očem ostaja skrit. V preteklih tednih smo o teh spremembah obsežno govorili in kogar zanima, nekako usmerjam k tistim starejšim prispevkom, kjer je, upam da, vse dovolj dobro razloženo. A bistveno bolj vidna je sprememba na barvni shemi tovarniške ekipe Mercedes. Tu praznujejo 55. obletnico AMG-ja. In videli bomo seveda njihov znameniti Mercedes 300 SEL. Tako imenovanega rdečega pujsa so dobesedno zopet iz muzeja privlekli na progo, kjer ga bomo lahko občudovali. In opazili bomo, da na bokih Mercedesa V13 bodo sedaj številke pravzaprav v istem grafičnem stilu kot na rdečem pujsu in videli bomo še marsikatero podobo. Ampak gre tu le za spremembo barvne sheme. Zaradi drugačne barve pa bolid kot tak ni ne hitrejši in ne počasnejši. Smo že malce namignili v uvodnem prispevku. Tu v Belgiji je izjemnega pomena, da imajo bolidi izjemno majhen zračni upor, kajti tu na primer ravnina Kemel je dolga kilometer in tega se moramo zavedati. Zato lahko opazimo pri vseh ekipah, da so izbrali tiste aerodinamične pakete, ki imajo najnižje kote prednjega ter zadnjega stabilizatorja. Kot vidimo tu na bolidu A522 ekipe Alpine. Podobno zgodbo lahko opazimo pri Scuderii Ferrari, kjer pa lahko vidimo neko zanimivost, ki menim, da zasluži našo pozornost. Kolikor pogledamo obliko zadnjega profila, bomo opazili, da ta ni neka razvojna stopnja naprej od tistega, kar smo videli na Veliki nagradi Francije, temveč je evolucija rešitve, ki smo jo videli na Veliki nagradi Azerbajdžana. Torej, v svetu Formule 1 seveda ni zmeraj očitno, da ekipe pripravijo za določeno progo tisto najboljšo možno rešitev, najboljši možni kompromis in kdaj pa kdaj, kot vidimo, naredijo tudi korak nazaj. Pri tovarniški ekipi Mercedes se je pa zgodilo še nekaj izjemno zanimivega. Namreč mnogi prisotni na sami progi so pred tehničnim pregledom dobesedno napravili kar veliko zmedo s tem, da so objavili sledeče fotografije. Kolikor opazite tu zadnji stabilizator pri Mercedesu in stik pomožnega profila in seveda bočne plošče, boste opazili, da tam je nekaj, kar se tiče oblik, na kar nismo navajeni.
In seveda, mnogi eksperti so že začeli pripovedovati, da gre za novo izpeljanko. A v resnici je šlo za to, da pri tovarniški ekipi Mercedes dobesedno mehaniki zadnjega stabilizatorja niso sestavili do konca. In zaradi tega so mnogi že mislili, da gre za neko tehnično novost, pa v resnici to. A pri Mercedesu smo lahko videli nekaj, kar menim, da zasluži našo pozornost. Kako izgleda nosilec, predvsem tistih pomožnih profilov na sprednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Namreč vidimo spodaj tisti glavni profil, ampak izjemno krepke nosilce pomožnih profilov, ki so tam ob nosnem konusu. In to je zopet zanimiv pogled na del bolida Formule 1, ki je našim očem pogostokrat skrit. A za konec sem pripravil še nekaj, kar menim, da bo zanimivo za marsikoga izmed vas navdušencev. Namreč v preteklosti smo govorili o degradaciji samih pnevmatik in razlog za ta pojav je veliko število temperaturnih ciklov, torej segrevanje, ohlajanje in seveda ponavljanje le teh dveh segmentov. Če pogledamo naslednjo grafiko, bomo videli za vse 4 pnevmatike, kako se le-te segrevajo in ohlajajo skozi krog na progi Spa-Francorchamps. Lahko vidimo, da v tistih ostrih ovinkih temperatura narašča, medtem ko na dolgih ravninah se seveda pnevmatika ohlaja. Če to nekako damo v sovprego s tistim, kar smo nekako poudarili v samem uvodu, namreč govorimo o velikih bočnih silah in visokem stresu pnevmatik, bomo takoj ugotovili, da pnevmatike kot take lahko hitro zaidejo nad tisto idealno temperaturo v samih ovinkih in se lahko tudi preveč ohladijo na dolgih ravninah. To bi lahko pomenilo, da bo degradacija prišla pred tistim, na kar bi lahko bili nekako navajeni oziroma tistim, kar bi lahko predvidevali. Gre le za primer, da si bomo mi, navdušenci, zadeve lahko lažje predstavljali. A zdaj smo prišli do točke, kjer se zadeve začno resno zapletati. Že pred začetkom prostih treningov je kar nekaj voznikov zamenjalo dovolj komponent pogonskega sklopa, da bodo dirko začeli na dnu. In ne govorim o komorkoli. Namreč tu moramo prišteti Maxa Verstappena, Charlesa Leclerca, Landa Norrisa, Estebana Ocona in Valtterija Bottasa. Tega bo kazenska mesta imel tudi Mick Schumacher. In vidimo lahko, da to je le neko začetno stanje. Namreč po končanih aktivnostih v petek so pri Ferrariju in McLarenu dodatno zamenjali nekaj komponent, kar pa situacije ni bistveno spremenilo. In zopet bomo v raznih virih poslušali zgodbe, kako se da tu v Belgiji seveda prehitevati, če se ima svež pogonski sklop. A nekaj elementov so zamenjali tudi pri tovarniški ekipi Mercedesa. Ampak oba voznika, tako Lewis Hamilton kot George Russell, ne bosta imela za enkrat kazenskih. Tokrat v prispevku pred kvalifikacijami moramo podati neko napoved glede tistega, kar lahko pričakujemo na samih kvalifikacijah. In enostavno je reči, da bosta tako Charles Leclerc kot Max Verstappen v ozadju. Kdo nam ostane v ospredju? Seveda oba moštvena kolega, Carlos Sainz mlajši in seveda Sergio Perez. Treba je poudariti nekaj. Po eni strani je bil Sainz bistveno hitrejši od Pereza, kar se tiče prostih treningov, po drugi strani je Max Verstappen dokazal predvsem na drugem prostem treningu, da je bil bistveno hitrejši od seveda Charlesa Leclerca. In to nam lahko da sumiti tudi, kako hiter je RB18 tu v Belgiji, čeprav se mi zdi prednost več kot 8 desetink
meni osebno irealno. A ne smemo pozabiti na Mercedes. Namreč tu bi rad poudaril, da na drugem prostem treningu so preizkušali pnevmatike hard, kar nam lahko da slutiti, da na sami dirki bodo imeli drugačno strategijo, ampak to nas ne zanima v tem trenutku, temveč bi lahko pričakovali, da pri Mercedesu bodo z večjo lahkoto prišli bistveno bolj spredaj, kot bi lahko pričakovali. Na to bomo videli verjetno vse tiste ostale, ki ne bodo imeli kazenskih mest. Naprimer, pričakujemo lahko Lensa Strolla, ki je bil hiter tako na prvem kot na drugem prostem treningu. Čeprav priznam, bi to lahko bilo za marsikoga presenečenje. A ne smemo pozabiti naprimer na Daniela Ricciarda. Dobro, vemo, da je zaključil svojo avanturo pri ekipi McLaren, ampak pred seboj ima še 9 dirk. In ukolikor bi kar naenkrat zablestel, bi bila situacija več kot zanimiva, ampak dvomim. Seveda, ko smo nekako predvidevali pri samih menjavah, bo večina favoritov potisnjena nazaj. Zato ne bo veliko presenečenje, če na štartnem razporedu bomo na prvih mestih oziroma v prvi deseterici videli voznike, ki jih dobesedno tam nismo vajeni. Lepa priložnost bi lahko bila naprimer za Williams. A mi, navdušenci, moramo biti pozorni še na nekaj. Rezultati samih kvalifikacij ne bodo odražali tistega, kar bomo videli na štartnem razporedu. Namreč dvomim, da bo naprimer Max Verstappen kar tako popustil. Boril se bo in na koncu, ko bo dosegel tisti čas, katerega si misli, da je pravi, ga bodo komisarji potisnili na dno. Zato moramo biti izjemno pozorni na tisto, kar bodo pokazale kvalifikacije in seveda ono, kar bo pravi štartni razpored. A vremenska napoved v deževnem petku je seveda držala. In to je precej zakrilo pravi potencial različnih ekip tu v Belgiji. Tudi vstop nove tehnične direktive in seveda popravljenega pravilnika je nekako spravil ekipe v tisto stanje, ko so bolj iskali odgovore na določena vprašanja, kot da bi se nekako pripravljali na same kvalifikacije in dirko. A meni osebno se mi zdi, da bomo tokrat na vrhu videli nekoga, kot je Carlos Sainz mlajši. Lahko se motim, ampak tudi naprimer v primeru Mercedesa ne bi bil presenečen, če bi bil eden izmed obeh bolidov v prvi štartni vrsti. Kot običajno pustimo se presenetiti in bolj podrobne podatke bomo seveda imeli po jutrišnjih kvalifikacijah. Ampak o tem se bomo pogovarjali v tistem naslednjem prispevku, imenovanem zadnji briefing, kjer si bomo ogledali tudi ritem in seveda možne strategije. Danes za prispevek pred kvalifikacijami je pa kot običajno to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.